3, 4, zdaj. Hvaležno pozdravljeni! Nisva navdušenki zdaj olimpijskih iger, ne, tukaj? Tuk ne. Ja, tukaj ne. Sva pa navdušenki kuhne. Ja, to bomo še videli. Skratka, mušnici sva, ker pravijo, da imava strupen jezik, pa morava biti pol strupena goba. Se veš, da so mušnice strupene, ne? Ja, absolutno, da ja, ampak danes v kuhinji strupov ne bo. Čeprav ti moram nekaj povedati, da dejansko nekateri jejo mušnice zaradi tega, da dobijo vizije in take finte, ampak ne probati tega doma, nikakor. No, če ste si kdaj zamislili, kako že zgleda, ko nekdo prvič preizkuša en recept, no, danes boste to videli, kako bo to zgledalo v živo in pripravljali bo en recept, ki ga jaz še nikoli nisem. Jaz pa še manj. Ja, ampak imava pa recept, ki ga je pripravila naša gledalka, ki bi drugače tudi mogla priti, ampak se sami veste, v teh časih, v zadnjem trenutku zveš, da si zabezecan doma in ravno to se je zgodilo naši kuharci, pa sva midve vskočila, jaz sem poklicala Nežo, sem rekla, dej pridi, da tole narediva. A je to? A je to, ja. A je to. S klobuki od mušenc na glavi, tako da perfektno. Ampak hvala, ful sem hvaležna, ker si me povabila ravno na tole danes, ker veš, da sem oboževalka tovrstne hrane, za razliko od tebe. Tako da zato imam jaz tak nasmešek, ker se ful veselim tega. Torej, pripravljali bova flancate. Flancatov je zdaj več, ne? Mislim, ne bova delala krofe, flancati bojo. Ja, malo bolj zdrava verzija flancatov, ne? Ja, veganska verzija. Veganska verzija. Tako da, evo, recept je pripravljen. Imam jaz pripravljeno, Jasmina, ti kar začnem razlagati. Dej. Ok, rabiva 250 gramov bele moke. Ok, mava. Maš. In zdaj bova dodali mi dve tukaj na sredinco koruzni škrob. Koruzni škrob. Ja, rabiva ga. Ja, ti imaš že tole naštiman, 2 žlici drugače, za vse tiste, ki boste si tole dozirali. Ok. Tole dava noter. In potem dodaš še sol. Sol. Koliko soli? Koliko soli? Čakaj, da preberem. Tukaj le piše sol, kje pa imava? Lej, verjetno je ščepec. Dej ščepec, jaz mislim, da to nova zgrešila, ampak le ni noter v receptu. Tako da, evo, to se je začelo. Ok. Zdaj pa še ena stvar je, ki je zelo pomembna. In sicer bova zdaj dale tekoče stvari noter. Ena taka stvar, ki jaz še nikoli nisem slišala in je tako malo za vse tiste otroke, ki to gledajo, dajte jih zdaj malo odstraniti. Dodale bova noter aqua fabo. Ja, aqua fabo. Kaj je zdaj bilo tukaj za ne otroke? Ja, zato, ker, a veš iz česa je to? Ja, vem, ja. No, povej. Ja, iz vode, v kateri je bila čičerika. A tebi to tako, se dobro sliš? Ja, ne vem, meni je normalno, kaj? Ok, skratka, nam je to uspel in vam tudi bo, ker nam je to uspel z ročnim mešalnikom, lepo prosim, in to je bil prav poseben izziv, kajti ročni mešalnik smo tako uporabljali, da pol malo dela, malo pa ne dela. Ampak z ročnim je šlo, tako da je v bistvu to vodo potem začneš stepati, dodaš pa noter tudi limono, Vinski kamen. Pa vinski kamen, no, tako. No in pol, kaj so v bistvu belake steple, ne? Ja, sam tega ni. Koliko je tega, koliko daš tega noter? Aqua fabe daš noter 6 žlic. Recimo, da sta to nekje 2. 2, ok. 3, 4, 5, 6. Dejva še malo kapa. Zdaj mora pa dodati še kurkume, še niso dali noter. Ščepec kurkumice. Ščepec kurkume, hvala lepa. No, to mi je že bolj všeč, ne? Ščepec. Ja, pa sej to boš ščepec. Ti vem, da obožuješ tole kurkumo, si boš kar dala malo viška. Ok, to mava. Potem mava za dodati še rumčič. Rum, ok, rum za pogum, ampak kadar bodo otroci jedli, ne. 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 Ne bova to. Ne bova, jaz bom to spustila ven. Ja, mava Gaja danes v studiu. Gaja je v studiu, tam zadaj se igra, tako da... Kurkumo sva dale sladkor v prahu. Sladkor v prahu. Je že tukaj enotle tole mava. Sojin jogurt. Tega bova dale sojin jogurt. 6 žlic. 6 žlic. Ja, mislim, da že kar naštimam. 1, 2, 3, 4, 5, pa lej, kaj je res točen. 6. Evo. Veš, nisem vedela, kaj je sladkor. Sladkor v prahu je tole. Videla ta zdravga, veš. Ja? Rjavčka. Rjavčka. To kar dej. Dej. Ne, pa dosti je. Še 1 žlica sem.
Ja, pa dej no. Ne, dej, dosti je. To pa zdaj zmešava. In zdaj to mi dve premešava lepo in oblikujeva v tako maso. Zdaj doma gledalci seveda priporočamo, da tole 30 minut pustite počivati, mi dve danes nimava časa, tako da bo naredila pač ekspresno verzijo. Ja, no, videli bomo, kaj bo nastalo, ne? Ja. V tem smislu. Ok, vidim, da zdaj zadeva že, da se že lepo. Eni imajo doma tiste zadeve, ki že kar mešajo, a veš, stroj. Jaz nisem pristaš tega. Tudi kako kruh delam jaz, imam neko svojo varianto in sicer zmeri začnem za žlico, ko pa vidim, da potem pride do ene take faze, kjer se že začne kazati, da bo to enkrat ratela masa, potem pa nadaljujem dejansko z rokami. Zdaj, moje roke so čiste. Zdaj ti govoriš o kruhu, ne? Zdaj malo se zdaj na te ocvrte stvari osredotočati. Pač ti predvidevam, da tega lih ne ješ preveč, ne? Lej, jaz sem bila tako oboževalec krofov in sem si naredila potem tako štalo in sem rekla ne. Tako da se mi je že zgodilo, da sem imela velikokrat pust brez krofov. Dejansko sem si to naredila kot izziv. Pa zadnje 3 leta si pa naredim v bistvu omejitev en krof na en pust. Na en? Ja, na pusta, ne? Če pa kakšen flancat, pa mogoče že. Zdaj tele ne vidim, da so problematični, ampak fora je, kad ti ješ tu krofov, ne vem, koliko jih ti poješ. Ja, malo več kot ti. Ja, dej. Ne, okvirno sem prej sem šla računati, tam 21 krofov na en pust. Ne, torej v parih dneh, tam poprečno 2 do 3 krofe na dan, da tudi 4 mogoče, no. 20 krofov. Pa se to že ve, pa ne veš. No, ampak sam da vam povem, jaz sem v redu, jaz sem ok, ker pač Jasmina, ti si meni lani, ne vem, če se spomniš, pač dala par idej, nasvetov, receptov, kako v bistvu bom jaz to lepo šla čez pust in sem šla. Nobene kile več nisem imela, nisem bila napihnjena, tako da jaz težav nimam. Ne? Okay. Ja, seveda, verjetno lahko to z gledalci tudi doliš. Bom zagotovo, ampak dajte mi vi povedati, koliko krofov pojeste. Dajte, res vas bomo tole vprašali kar na Instagramu oziroma na Facebooku, koliko krofov pa vi pojeste, ker to se mi zdi, da je pa kar malo veliko. No? Mene pa en krof na pust pa malo, veš. Ja, verjamem. Ampak... Veš, kaj še ne bil rek? Kaj so rekli? Da se moraš torej v času pusta 10-krat do sitega najesti, če ne bo slaba letina, no? A res? Madonna. Do sitega, pa ne vem, od časa sem jaz tukaj srečna v življenju. Oziroma, mogoče zaradi tega bi bilo še 1000-krat boljš. No, flancat bom definitivno pojedla. Fora je, da ko ješ krofe, tudi sam rataš kaj en krof. In... Počutiš se slabo, veliko težav se pojavi s tem, zgaga te lahko boli. Jaz sem napihnjena, jaz sem vedno zelo napihnjena po teh krofih. Napihnen definitivno si. Tako da treba je poskrbeti za črevesje. In pač če veš, da boš pojedel krof, in mogoče več kot enega, pač pripraviš črevesje. There you go! In lahko jeste 20 krofov. Ne, ni tuk simpel. Ampak ja. Preverjeno je. Deluje pa. Se pravi prej, ali poješ kakšen probiotik. Jaz ga kar začnem že kakšen teden prej, pa zvečer, pa zjutraj. Ja. In jaz sem cool, no? Pa seveda ne smem pozabiti na formulo. Ja. Ta formula rešuje rit po domače, ampak začnem pa že pred tem, no? Tako da kakšen teden prej začnem jaz pač intenzivne priprave na te moje krofke. Krofomanijo lahko rečeva temu, ne? Tako da ja, jaz vam seveda vsekakor priporočam probiotike. Tako da hvala Jasmina, ker pustiš, da so moji pustni dnevi lahko še vedno tako dobri, kot so bili leta prej, ker v bistvu nisem imela še težav s prebavo. Zdaj, v tem predprazničnem času vam seveda priporočam torej probiotike, dobite jih za okoli 30 evrov. Ja, dejansko je zadeva kar precej dostopna. Tako da jaz bi to imela v bistvu doma v domači lekarni, zdaj v času pusta definitivno, to je prva stvar, oziroma kar na mizi v kuhinji, neč v lekarni. Na kuhinji, to je ena stvar. Imela bi formulo za jetra in črevesje. Veš kaj, to predvsem potem tudi, ne? Jaz bi že kar prej. Veš kaj, ampak zdajle se ti splača začeti zaradi tega, ker bodimo biti malo predvidljivi, ne? Se pravi, za pusta se napokaš, potem je itak malo velika noč, hkrati pa že začneš razmišljati o tem, da bo poletje in vse ostalo. Pa gremo pa na detoks. Ja, dejansko je kar fajn. Tale kombinacija je super. Mislim, tole res rešuje, tole je tale zadeva. Zjutraj je dopoldan je najboljši čas, dosti vode je treba zraven. Seveda tudi pojest. Pa čez dan tudi fula, ne? Ja, čez dan, veš da. No, v glavnem, to odkole, kako smo rekli, lahko vsak dan. Drugače imate pa varianto z kurkuminom. To bi pa za detoks, to bomo se pa lotili po
velikonočnih. Ja, ampak lahko kar vmes dejansko. Ampak to je res fantastično, prav bo prišlo potem tudi kasneje za Veliko noč, oziroma nasploh, da se zrihtajo jetra, se pravi tisti, ki imajo težave z visokim holesterolom, pritiskom, čajna mešanica diši, z pritiskom, ali pa če so recimo težave z zatekanjem, z napihnjenostjo, da so zamaščena jetra, vse to bo dejansko... Veš kaj, bo nama to naredila, zdaj preventivno, pač prijem v flance povedala je prav, da si prvošla malo, ne? Lej, jaz pa zdaj malo tole... ti že to... Malo eksperimentiram. Mislim, meni je tole iskreno, ne, lej, koliko olja je tukaj noter, ne, meni je to malo alarmno v tem smislu, ampak sej plavajo bojda. Dej mi povej, a tole je v redu? Misliš? A misliš, da me zdaj, ful si lepo naredila drugač. Ne, naša civilska rekla, da je fajn, da jih lahko mogoče malo zamotaš, da je tako malo urolo, veš, kar primeš pa tako, čuf, tako malo, na eni strani tako, a veš, kolikor da bi tako naredila. Tako, da bojo neki malo posebni. Super. Bom samo zate, draga moja, zato, da bo to zgledalo tako, kar mora. Ne, pa se to je to. Ne, tako, no. Kako pa? No, daj pokaž. Pejte, takole sem mislila, lej, takole, a veš? Ja, pa ne vse. Ja, kaj bo to? Ja, tak, lej, kakor dve polarnosti. Pa ja, parkrat bi tudi lahko bil. Kaj zdaj s čem nisi zadovoljna? Tle čakam, da se mi bo cvrl olje, da bo dost vroče, po drugi strani... Slabe vole si, no, vidim, bom ki zdaj lahko po drugi strani už pa ti tlele delala. Mislim, vse razumem, ampak meni je to že kar malo slepilo, a veš? Dej, no, nehi, no, lej, jaz sem to lani probala, lani sem poskusila in meni je bilo žbet in sem jih res lahko pojedla in nehi. Pa sej vem jaz, da to dela, ampak malo se mi zdi zahrbtno po drugi strani, a veš, kao telo, daš mu nekaj dobrega, zaradi tega, ker mu boš potem dal nekaj, kar se je... Za dušo, kaj? Cvrl v tuk olja. Za dušo. Na zdravje. Ja, čak. Pijeva torej ekološko zeliščno mešanico in sicer spodbujava zdrav življenjski slog in uživanje zdravih stvari vsak dan. Kot osnovo. Ampak dober je, sej pust ni velikat na leto, ne? Hvala Bogu, samo enkrat. Ampak to rečemo za velikonočne praznike, pa to rečemo za božične praznike, pa rečemo to za rojstne dneve. Ampak se tale za dolg, veš? Vem, ampak na koncu, veš kaj to pomeni? Da vsakih par tednov imaš nek izgovor za to, da ješ stvari, ki niso za tvoje telo okej. Drugače, jaz ponovadi dam bolj v toplo vodo, pa je bolj dober. Meni pa to tako, meni je to tako okusno, res bi lahko to skozi pila. Jaz dam bolj v toplo vodo, mi je bolj všeč. Ok, zdaj pa probam jaz, če je tole že. Aha, se že. Ja, zdaj pa bo. Ok, tega sem naredila malo lepšega. Ta je tak, ki mora biti profesionalen. Misliš? Ja, tak pa še trima. Ne tega govoriti, da ne bo se kdo... Bravo. Ja, dejansko. No, cvrtje je zagotovo, vse so veganski, ampak vseeno veliko je pasti nekih diet v današnjem svetu, če je vegansko, to še ne pomeni, da je zdravo. In definitivno to ni nekaj, kar bi lahko jedli zdaj v velikih količinah in nam ne bi nič bilo v redu. Ja, lahko si pomagamo s tem, da krepimo črevesje, ampak vseeno, ni to za pretiravati v tem smislu. Lahko pretiravate, sam pite tole prej. Ja. Vidi se pa še različnih polih, ampak se pravim, obstajajo stvari, s katerimi lahko preprečimo, zaščitimo in pripravimo črevo tudi na take dneve. Ma to, ja. To je to. Ja. Ok, v redu, kakorkoli. Marec bo. Jaz se marca bolj veselim in vsega tega vonja pomladi hkrati. Zdaj smo šli na sprehod, zvončke, smo že nabirali, trobentice so že bile. Mesec žensk, meni marec je tako mesec žensk, pač 8. marec. In tudi v naši oddaji smo se seveda odločili, da bomo vsak mesec podcakljali nekoga izmed naših gledalcev in sicer na tak način, da boste lahko sodelovali v naši nagradni igri. Vsak mesec, torej na Instagramu Klepet ob kavi,
Če še niste, polajkite in nas spremljite torej lahko za tekoči mesec ali pa potem za bodoči mesec, če boste seveda zamudili zadnjo nagradno igro. In zdaj v marcu boš zihar ti pripravila kaj tazga luškega za ženske, ne? Ja, dejansko vsak mesec so energije meseca, torej zberajo se različni strokovnjaki, ker povejo, kakšne so energije, kje so izzivi, kje so dejansko priložnosti. Vsak mesec je tudi kakšno darilo in trenutno, torej, oziroma ne trenutno, s 1. marcem bo začela potekati tudi nagradna igra. Sej gleda, imam pod kontrolo. Nagradna igra in sicer že barva dobiva, veš? Ja, pa se ti pravim, da bo v redu. Ne, zdaj na koncu ne boš prišla zraven, ker bo tam zdaj, da vidimo, kaj bo ratar. Torej, nagradna igra bo potekala pa za, ne vem, če sem ti že povedala, to je čarobni napoj, kombinacija kristaloterapije in aromaterapije hkrati. Tukaj notri, ja, se si lahko daš tudi parfum, ampak še boljš, recimo, mešanice eteričnih olj, ki dejansko nekaj spodbujajo, tudi hormone. Torej, si ti to sam namešaš ali prideš že steklenička napolnjena s kakšnimi eteričnimi oljami? Ne, sam si moraš namešati. Lahko daš noter recimo samo eno eterično olje, lahko jih daš več. Tale kombinacija po vohi je taka sveža, prijetna. Je za občutek ženstvenosti. Tako, kombinacija neparih različnih olj. Lahko daš pa noter recimo, ne vem, tudi sam evkaliptus, pa si zaščiten recimo pred virusi. Ali pa samo limono, zaradi tega, da malo Kako ti to uporabljaš? Samo vohaš ali si daš na kakšne pulzne točke? Ali... Ne, jaz samo voham. Vohaš? Lahko pa si daš na pulzne točke tudi, ja. To ni problema. Dobro zgleda, ne? A boš malo tako obrnila, da vidijo, kaj se dogaja? Kaj misliš, od spodaj pa to? Je pa ja. Wow. Ja, pa res. Dobro, sam pa sveš, kaj je olje tole. Ti vem, da nisem navajena lik cvret. Mislim, se jaz tudi izgledam na rožnik, pa si ga tam nabavam, ga tam mastnega. Okay. Ja, tole zgleda, da bo kmalu gotovo. Posteljico smo tudi že pripravili. Ja, sam škal mes na peki papira je dala. Ker je le olje, veš. A ja? Ja. Dobro je. Okay. Nisem vajena tukaj olja uporabljati, to je dejstvo. Ampak vendarle tale je bolj prijazen, črevesju prijazen, kaj je bistvo dejansko med prazniki? Bistvo je, da torej krepimo črevesno floro. In obstaja ena fora, ta bo tebi ziher ful všeč. Torej, ja, super je, lahko poješ kakšen krop, ampak pomembno je, kaj poješ zraven. Recimo, če boš zraven ali pa vse v tistem dnevu pojedla, ne vem, zelje pa fižol, ali pa recimo kakšno drugo fermentirano zadevo, pa dovolj zelenjave, se bo ta stvar zneutralizirala. Ful lahko pa zneutraliziraš torej tudi z uporabo probiotikov. Če vzameš prej probiotik, sploh, ko greš prej na kakšen rojsten dan, na kakšno zabavo, na pustovanje in tako naprej. Tudi deloval bo dobro, če se takrat karkoli več popije in tako naprej. Druga zadeva pa je ta črevesna formula, ki se pa dejansko pije zjutraj. Nekaj sem te hodila še vprašati, te formule. Oziroma o detoksu so prej zelo malo rekle. Zdaj strokovnjake priporočate kao to 2-krat na let. Kaj je fora v bistvu, da uporabimo še kurkumin zraven? Kurkumin bo pa deloval zelo, zelo celično. Vemo, da za jetra je kurkumin super. In če hočemo imeti nek tak bolj konkreten vpliv, ker moramo res delati detoks, zaradi katerega koli pač že razloga, ali smo v slabem stanju, ali smo mogoče po kakšni virusni zadevi, ali je karkoli drugega bilo takega, da smo dosti prehladni, ali pa napihnjeni, ali pa ženske, ki imajo težave, ali z valungami, zaradi že morebiti menopauze ali karkoli, da je treba spodbuditi čiščenje telesa, kar je dobesedno. A ti mogoče tole... Govor zdaj, ker so ful pomembne stvari govoriš, no? Ti zdaj cukr daješ gor na to. Ja, pa flancati mora biti sladkan, no. Sej ta zdrav, no. Evo, Jasmina, a lahko poskusam? Ja, dej. Bom probala še jaz. Kaj? Meni je v redu. Malo je trd. Ampak je v redu. Morala si, čeprav naredila sva pa tako, ko pravi, da je najbolj za cvrtje. 3 prste olja, ne? Ja. Da on lepo plava na vrhu. Čisto v redu je. Veš, kaj bi jaz dodala? Veš, kaj bi jaz dodala zraven? Kakšen, dej tam le malo jogurta. Aha, da boš malo namakala? Ja. Ne namakaj. Jogurt bi bil super še zraven. Jaz bom malo cukor. Hvala. Recept, poglejte si ga.